referatom zaključujemo naš prvi panel, ki je bil nekako, bomo rekli, strokovni sprehod od leta 1950, bomo rekli, sušnega obdobja, ki je zlasti prizadelo ostale dele Jugoslavije. A hkrati, kot smo videli, se v arhivskih virih Vlade Republike Slovenije nekako ne vidi nujnost komunikacije o suši. Zato smo odšli v 80. leta, predvsem sta bili izpostavljeni 2 leti, 1983 in 1988, v primeru, bom rekla, teme suša in socialno-ekonomske vidike soočenja in posledice suše. In naš zadnji referat je nekako posegel na lokalni nivo, na območje Spodnje Vipavske doline, ki je bila po drugi svetovni vojni v načrtu kot prednostno območje v smislu predvsem izsuševanja, a je potem vedno bolj nekako prihajalo do zavedanja o časovno neugodni razporejenosti padavin in nujnosti urejanja vodnega režima. Odpiram razpravo, vprašanja za naše referente. No, če ne, imam pa jaz eno vprašanje za dr. Centricha. In sicer me zanima, kakšno je bilo razmerje med planiranim odkupom in realiziranim odkupom v ostalih delih Jugoslavije, če so bile te ogromne razlike, kot smo videli s tabele, že v Sloveniji, kjer je bila suša v jugoslovanskem kontekstu razumljena kot, oziroma dejansko je bila manj izrazita. Jaz sem to spremljal, samo pač za koruzo sem videl, pač iz tistega poročila gospodarskega sveta, nisem pa šel potem iskati podatkov še za ostale poljščine. No. Ampak za koruzo je kazalo pač katastrofa. No. So bili podatki, ko so pokazali več od pol manj. Kaj pa to razmerje z ostalimi deli Jugoslavije? Z ostalimi deli. Se pravi, kot sem razumela iz tabele, je šlo to predvsem za razmerje med planiranim in realiziranim odkupom za Slovenijo. Ne? Ja. Ampak recimo, če to primerjamo pol z ostalimi deli Jugoslavije, ki pa dejansko jih je prizadela suša. Kako je bilo šele tam? Ja, kako je bilo šele tam? Ne, za posamezno republiko, za ostale, za Hrvaško, Bosno, Srbijo, pač nimam teh podatkov, podatkov nimamo. Splošno in samo za koruzo cilj državi, ampak vidim, da je v Srbiji najtežje, ker je Srbija dala največ koruze. Ampak to je takšne statistike, da nimamo. V redu, hvala. Potem imam pa še eno vprašanje za Marto. Če bi te podatke, ki smo jih videli na tabelah, umestila v jugoslovanski kontekst, kaj bi nam recimo te podatki pokazali? Ker tudi podatki so za Slovenijo, pa me zanima recimo še za... škode, ali misliš, pogostnosti pojavljenosti suše? Kar se tiče škode. Ja, jaz same primerjave z naravni države nisem spremljala, ne, ampak suša je bila leta po vsej državi, ne samo v Sloveniji. Mislila sem, če imaš kakšne podatke za primerjavo. Primerjave z države nisem gledala. V redu, hvala. Dr. Petrič, ima vprašanje. Jedno pitanje za kolegicu Remec. Vi ste izlazi iz konteksta vašeg, mogu na hrvatski, samog referata. Vi ste se na početku pozvali na ovih 17 tjedana suše 1852. godine. Dakle, možete više reći o tome? S 19. stoletjem se jaz nisem ukvarjala. S tem se je ukvarjal dr. Studan. V bistvu on je ves čas se ukvarjal v bistvu s presežkom vode. In predvsem s katastrofalnim vplivom vremena
v 60-ih, torej 1860. To znam, ali mene Ja. zanima 20. Ja, To mi je poznato, dakle, ovo ja, knjigi, z 20 leti, Mislim, ja, tisti kamen ste videli, ne? Ja. 1822. ja. To je v bistvu prostor, ki je izrazito kraški, torej tisto je iz kraškega prostora, ker so se ves čas soočali s pomanjkanjem. Mislim, ako smemo, znači ja. na krškom prostoru Ja, je uvijek nedostatak vode u ljetnim mjesecima. To znam. to je dejstvo. Ja. Ali ako 1822, 22, ne, Ja. se postavlja takav znak, onda je to moralo biti nešto ekstremno neuobičajeno. Piše 17 tednov. Da, ali to je, brez- znači očito je nešto što je ostavilo bitan trak na zajednicu. Ampak 17 tednov brez dežja je v bistvu še danes izjemna situacija. Ja, tako da to je v bistvu sicer za naše območje je vprašanje, v katerih mesecih se to pojavi, ne? Jer u ljetu je to Ja. normalno da bude, ali očito se to radilo na neljetne mjesece. To se v bistvu, če se Znači- je to pojavilo v času rasti, ko so bili ljudje odvisni od pridelka, in če se je to v tistem obdobju, je to seveda pomenilo katastrofo, ker so ostali potem tudi brez semen za naslednje leto. In se pravi, da so prišli v nek cikel pomanjkanja. Se pravi, eno izrazito sušno leto je povzročilo posledice še v več letih, še v daljšem časovnem obdobju po sami suši. Ne? Se pravi, da se ta odmev lahko spremljamo tudi Da, ali meni sad dolazi, dok ste vi sad to rekli, znači vi imate, ja imam sad, znači suše, da sam išao gledat na u računalu, znači vi imate, čim ste vi to rekli, ja sam odmah išao provjeriti, dakle španjolski mediteranski dio, dakle sad dok idem samo, znači to nije nešto što je bilo samo uobičajeno ovdje. I to bi sad, mislim, proizlazi iz vašeg ove referata na početku, ali meni se sad to čini, dakle, taj natpis koji je ovdje postavljen, dakle putokaz za neke stvari koje se komparativno mogu pokazati na puno širem području. Ja sam sad na brzinu, 5 minuta sam uspio pogledati, definitivno je to, ne? To je v bistvu čas, ki ga je recimo včeraj Ivan predstavil, ne, z njegovimi kamni lakote. Mislim, da se ta letnica zelo lepo vklaplja v razmere, ki si jih Ivan ti v 19. stoletju. In da je bil pač to trend nekega sušnega obdobja, ki se je bolj končalo po 1850, ko pa je sledila neko obdobje nekih pač daljšega hladnega vremena, ne? In nekih vremenskih ciklov, ki jih za 19. stoletje že lahko opazujemo. Da, mene ovo samo zanimalo, žao mi što nisam jučer mogla Ja, včeraj je bilo več o tem, jako mi se čini zanimljivim, zbog toga imati istovremeno i na drugim prostorima Mediterana, dakle, Sredozemlje. Hvala lijepo. Še kakšno vprašanje? Ja, doktor. Ja, morda bolj komentar iz lastnih izkušenj, in sicer niti ne izobraževalskih, ampak gozdarskih. Na nek način se odzivam na vse tri referate in to z vidika metodologije, kjer pravzaprav se odprl en bolj celovit, možnost sploh celovite interpretacije, ki moram reči ne navdušuje. Recimo v prvem referatu so bili podatki, ki so dokazovali sušo, seveda iz časa, na katerega se je referat nanašal. Takrat so bili to letni in mesečni večino. Zelo pomembno je, in to sem pravzaprav sama pred desetletji tudi preizkusila, da pravzaprav sušo razumemo ne glede na naše časovne okvire. Namreč mesečni podatek o padavinah je lahko čisto soliden blizu povprečja, medtem ko so te padavine padle na začetku meseca, potem pa cel mesec nič, pa še mesec nič, pa na konc drugega meseca, to pomeni 2 meseca suše, podatek mesečni pa čisto soliden za povprečje. To je eno stvar. Pri drugem referatu sem tako bi rekla interno odmevala, namreč na našo zaključek je bil, da je v 80-ih letih suša predstavljala
motnjo normalnemu delovanju družbe. V tistem obdobju sem jaz delovala v okviru gozdarstva, ki absolutno ne razumevalo, niti želelo analiz suše, ker je v tem obdobju interpretacija poškodovanosti gozda absolutno temeljila na povezavi z onesnaženostjo zraka in seveda posledično zakisanostjo tal. Se pravi, v tistem obdobju vsak predlog, ki pa so ga geografi recimo imeli, da bi se analiziral vpliv suše, ki ste ga vi danes že prikazali za to obdobje, sploh ne zaželen. In v tej luči se mi zdi pomembno, prav tako za tretjo predstavitev, da pravzaprav se pri kulturah upošteva tudi gozd. Zakaj gozd? Ne samo z vidika pravzaprav vpliva suše tudi na gozd, ker je, ampak v primeru Vipavske doline, ki je lepo zaokroženo območje, je pravzaprav namočenost doline za razpoložljivost vode za kmetijsko pridelavo ali pa za zadrževanje vogršček pravzaprav odvisna od zaledja. Iz zaledja pride ta voda v dolino, v zadrževalnik, in če je gozd, ki ga suša prizadene, in to se dogaja pravzaprav zelo močno kot zadeh, potem je tudi odliv te vode povsem drugačen. In če upoštevamo še podnebne spremembe, kjer je pravzaprav redek, ampak takrat tako zelo intenziven, bomo pravzaprav o odzivih na sušo, o čemer bomo s kolegico kasneje govorili, razmišljati povsem drugače. Ne več z nekimi podatki in razmisleki, kakršni so bili danes čudovito v bistvu prikazani, ampak o nekih novih dimenzijah. Tako da na nek način je moja sporočila, da ta metodologija, kaj zajamemo, strašno pomembna, in to ste vi zelo lepo pokazali, in s tem želim tudi podčrtati pomen vašega srečanja in vaših podatkov zbranih in prikazanih z vidika suše. Hvala lepa za ta komentar. Če ni več vprašanj, komentarjev, vas vabim na kavo in prigrizek in nadaljujemo spet ob 11:30.